oktober je mednarodni dan boja proti revščini. V Novi Sloveniji smo zato podali zahtevo za sklic odbora za delo, družino, socialo in enake možnosti z naslovom Ustavimo revščino. Socialne pravice so povsod po Evropi prepoznane kot človekove pravice. V Novi Sloveniji zato pozivamo in hkrati tudi opominjamo vlado, da si še več revnih v Sloveniji ne moremo privoščiti. V Novi Sloveniji že vseskozi trdimo, da je 5-letna gospodarska in socialna kriza vrednot, ki pa vedno bolj terja svoj davek. Vlada Alenke Bratušek je ob nastopu obljubila izrazito prijazno politiko in protikrizno naravnane ukrepe. Danes pa dela ravno nasprotno. Z uvajanjem novih davkov, dvigom DDV-ja, nepremičninskim davkom, katastrskim dohodkom, neusklajevanjem dohodninskih razredov, dražjimi vinjetami, uvedbo novih vinjetnih razredov obremenjuje prav tiste, ki so v stiski in tiste, ki še imajo delo in so tik nad pragom revščine. Statistični podatki pa so neizprosni in govorijo, da revščina ni več le stvar oddaljenih držav tretjega sveta in naših južnih sosednjih držav, ampak da je revščina korenito stopila tudi v Slovenijo in grozi, da bo ohromila še tisti nižji srednji razred, ki je bil vse do danes nosilec družbene povezanosti in generator gospodarskega razvoja in stabilnosti v državi. Statistični urad Republike Slovenije je sredi septembra objavil kazalnike dohodka in revščine v Sloveniji za leto 2012, ki so alarmantni in zelo zaskrbljujoči. Stopnja tveganja revščine je v letu 2012 znašala 13,5%, kar pomeni, da je v Sloveniji približno 271 tisoč oseb živelo pod pragom revščine. Če tem prištejemo še 71 tisoč resno materialno prikrajšanih oseb, tukaj materialno prikrajšane osebe so tiste, ki od 9 dobrin si lahko privoščijo zgolj 4 dobrine, in še 50 tisoč tistih oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo, dobimo številko, ki je zelo zaskrbljujoča. To smo na številki približno 400 tisoč oseb v Sloveniji živi ali je pod pragom tveganja revščine ali pa so socialno izključene. Mislim, da se moramo tukaj vsi zavedati, da je to 20% vseh prebivalcev Slovenije, 20% ljudi. Po mnenju Nove Slovenije je to veliko preveč in hkrati nedopustno. Prag tveganja revščine znaša 606 evrov za samsko odraslo osebo na mesec. Tukaj bi rada opozorila predvsem na tiste, ki so enočlanska gospodinjstva in pa družine z več otroki. Te skupine ljudi so najbolj podvržene pragu revščine. In ravno te enočlanska gospodinjstva bi mogoče nekako izpostavila tudi starejše ljudi, upokojence. Število denarne socialne pomoči, prejemnikov denarne socialne pomoči pred letom 2012 je bilo približno 200 tisoč prejemnikov. Če primerjamo podatko število prejemnega varstvenega dodatka, je bilo to v letu 2011 46 tisoč 752 in decembra 2012 10 tisoč 386. Tukaj lahko ugotovimo, da se je v državi nekaj korenitega in nekaj močno spremenilo. Seveda, število prejemnikov se je zmanjšalo za 3/4. Razlogi za ta upad so različni, predvsem pa so se odpovedali pravici, tu govorim predvsem za starejše
obnemogle in socialno resnično v težkem položaju živeče ljudi, upokojence, so se pravici do varstvenega prejemka odpovedali predvsem iz strahu pred priglasitvijo delnih pravic države na njihovo lastnino. Tako si neka gospa, mogoče, ki prejema 400 evrov ali pa 200 evrov neke penzije, nekega minimalnega dohodka, dejansko in ima eno njivco ali dve, ne upa, odpovedala se je varstvenemu dodatku zaradi tega, da bo lahko še naprej obdelovala tisto njivo. Mislim, da je tukaj zelo zaskrbljujoče, predvsem z vidika davka na nepremičnine. In tukaj tudi se postavlja vprašanje koalicijske stranke Desus. Zavzemali so se za starejše, za upokojence, vendar davek na nepremičnine niso nasprotovali. Jaz sem pričakovala, da bojo tukaj odigrali bolj resno in bolj odločno nastopili proti davku na dodano vrednost. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kje je tu vlada, kje je tu ministrstvo. Močno pogrešamo neko strategijo, bojimo se, da se bojo začeli stvari premikati prepozno. Ko bodo stvari že tako daleč, da bomo ponovno, tako kot na vseh drugih področjih, tudi v zdravstvu gasili zgolj požare. Postavlja se vprašanje, zakaj se ne pripravlja rešitve, zakaj se ne soočimo, kje so težave. Predvsem pa, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo na področju davkov. V Novi Sloveniji smo zelo zaskrbljeni glede vsega tega. Pa ne samo v Novi Sloveniji, nevladne humanitarne organizacije, Karitas, Rdeči križ, Zveza prijateljev mladine preko projekta Botrstva, nenazadnje tudi Anin sklad, ter številni mediji opozarjajo v teh dneh, v teh 14 dneh tudi mediji močno pišejo o razrastu revščine v Sloveniji in s tem, kot kaže, samo bijejo plat zvona. Dejstvo je, da vedno več ljudi hodi na vse te humanitarne organizacije po pakete s hrano in oblačili. Vedno manj je tistih, ki pomagajo z denarjem in kako bo v prihodnje, dejansko ne ve nihče. V Novi Sloveniji smo tudi zaskrbljeni, ker se ukinja pomoč Evropske unije. V skladišče v teh dneh prihaja zadnja pošiljka hrane in kako bo naprej, se ne ve. To je bil ukrep kmetijske politike. Na odboru za kmetijstvo tega odgovora, kako bo v prihodnje, še nismo dobili. Dejstvo je, da Slovenijo zaenkrat nad vodo drži pripravljenost ljudi pomagati sočloveku in človeška solidarnost. V Novi Sloveniji pa bi radi opozorili in opozarjamo, da takšna humanitarnost ne more zdržati na dolgi rok, še posebno pa ne ob dodatnih obremenitvah ljudi, predvsem podeželja, družin, tudi velikih družin in vseh deprivilegiranih. Država se mora soočati, vlada se mora soočati z revščino v državi in korenito, predvsem pa hitro odreagirati.